Navijačice, navijači, pa smo tukaj tik pred nadaljevanjem prvenstva in tradicionalno smo vzeli nekaj minut časa našemu športnemu direktorju Zlatku Zahoviču. Zlatko, lepo zdrav. Lepo zdrav. Torej, načeloma je situacija zunaj bolj taka, da bi se lahko pogovarjala bolj o smučanju, mogoče, da se pripravljamo na Zlato lisico, ampak ne, pripravljamo se na fuzbal, na pomladanski del prvenstva. Res je in moram reči, da smo pripravljeni, ne glede na vremenske razmere in vse ostalo, komaj pričakujemo sobotno tekmo, ekipa je pripravljena, željna dobrih rezultatov, tako da smo res vsi v pozitivnem pričakovanju. In ekipa je doživela nekaj sprememb, bile so tudi napovedane in dejstvo je, da se zdi, da je bil posel, ki je bil narejen prav v pisarni športnega direktorja v tem zimskem primoru, res izjemen. Nogometaši, ki recimo niso stali veliko denarja po neki logiki, ko so prišli, so šli za kar nekaj denarja, tako da posel, ki je bil narejen, je bil izjemen, tudi imena, ki so prišla, so se v pripravljalnem delu pokazala kot zelo dobra. Ja, mislim, da ja, čeprav bo šele tekmovalni del bo pokazal tisto pravo, ampak Maribor je zmeraj januara v neki tranziciji, se pravi odhodi, prihodi, nekako smo že tega navajeni, rezultati nam kažejo do zdaj, da je pravilno tako, da se ekipa nekako regenerira oziroma se okrepi na tistih ključnih momentih, v kateri smatramo, da smo lahko še boljši in seveda potem po določenem času se pripravimo na tisto, kar seveda vsi potem želimo, to je Evropa, ampak predtem je treba narediti domačo nalogo. Ampak začelo se je, tako smo šli nekako, začelo se je v obrambi s prihodi in spremembami in bolj smo šli počasi naprej, ne? Ja, veste, stara šola vedno govori, da v vsakem sektorju se je treba okrepiti, se pravi obramba, zvezdna vrsta in v napadu. To nam je uspelo, fantje so res se adaptirali zelo hitro, sprejeli in asimilirali tisto, kar je filozofija kluba, filozofija trenerja, filozofija ekipe, zmagovalno mentaliteto in ja, res je, pričakujemo zelo pozitivno vhod v to prvenstvo. Sploh, če ostaneva za trenutek pri obrambnih igralcih, tu se je pokazalo tudi, da je bilo potrebno veliko sreče, kot je potrebno v življenju, sploh pa pri recimo vašem poslu, tu je recimo ta primer Ivković, bil še posebej, se mi zdi tako zanimiv. To se popolnoma strinjam. Sreča je potrebna, ampak je pa treba tudi vsakodnevno delati, razmišljati, se pogovarjati z ljudmi, priti do določenih spoznanj in potem tudi odločiti. Ja, je sreča zelo pomembna, ampak sreča je posledica nekakšnega dela, nekakšnega pripadnosti svojemu delu, pripadnosti klubu, pripadnosti ekipi in tukaj Maribor je kar poznan potem. In če greva zdaj naprej od obrambe, zvezdna vrsta, tu je recimo zadnji čas oziroma v zadnjih tednih največ prahu dvignil prav Krecu. Ja, res je, v javnosti, v našem klubu nikakor ne, zaradi tega, ker stvari so jasne, je tip igralca, katerega smo potrebovali. Bili smo presenečeni, da ga lahko dobimo pod temi pogoji. Smo ga vzeli, fant se je zelo hitro adaptiral, tekma s Celjem je to pokazala, da smo to potrebovali in še kako. In tudi on je zelo vesel, da lahko prišel v en klub, ki ima eno večjo dimenzijo kot naši nasprotniki. In sem pripričan, da bo to zgodba uspel. In bo kar adekvatna zamenjava za Marvana Kapho, ki vemo, da je bil tisti verjetno najbolj borbeni del naše defenzivne zvezdne vrste. Ja, se strinjam popolnoma. Je pa tudi ena druga stvar, katero mogoče ljudje ne vidijo, da nam eno dimenzijo več v smislu, taktičnem smislu, se pravi, z njim bomo lahko igrali več taktičnih sistemov, ker nam on to dovoljuje, dopušča njegove kvalitete, njegove sposobnosti nam dovoljuje, da ne igramo samo 4-4-2 ali pa 4-4-2 v rombu, lahko tudi z 3 branilci, lahko tudi 4-3-3, tako da to so mogoče tiste strokovne stvari, ki jih mogoče ljudje ne vidijo. In samo to morda še glede Krecuja, bo ostal tukaj? Ne glede na to, kaj se piše in kakšne pritožbe se pripravljajo. Moram reči, da ne razmišljamo mi o tem. In pol, če gremo naprej, jasno, da v napadu Jan Mlakar, to je bilo kar presenečenje. Ja, je bilo presenečenje, ampak je bil na našem radarju že dolgo. Prvi pogovori so že stekli kar 2-3 mesece prej. Seveda ni bilo lahko prepričati ne Fiorentine, ne Jana, da pride v naš klub, kajti Fiorentina je zelo velik klub, je klub, kateri žal je zelo težko čaka na svoje mlade talente, čeprav Jan je bil
največji talent v njihovi mladinski šoli, bil tudi kapetan ekipe, ampak življenje mladega fanta v tujini je vse prej kot lahko. In ja, prepričali smo tako Fiorentino, ki moram reči, da so bili celo navdušeni nad idejo, da bi naredili eno skupno zgodbo. Jan je po kratkem premisleku se odločil in danes vidim zelo veselega fanta, ki ima nenormalne kvalitete, fanta, kateri sem prepričan, da bo spisal veliko zgodbo v našem klubu. In ta velika zgodba, napadalni dvojec prihodnosti, Jan in Luka? Ja, to bo trener odločil, ni treba odpisati vse mogočnega, vse večnega Tavareša, ki sigurno bo ima veliko pomoč, tako pri treningih, pri razmišljanju, pri kulturi kluba, ampak ja, mislim, da sta ta fanta res velika prihodnost NK Maribora, sploh Jan, Luka je kar nekaj let že tukaj, tako da ja, imamo tudi z Mešanovićem, imamo ogromno opcij trenera, bo res bolela glava, ampak z trenerjevo bolečino bo najboljše živeli navijači, kajti pričakujemo zmage. Res je, na obeh bokih pa se nekako na nek način usmerjamo v lastne moči, v naš mladinski pogon. Ja, res je, imamo dva bočna igralca, ki kažeta veliko kvalitete, pričakujemo od njiju, da bosta dala malo vetra tem starejšim in izkušenim, da ne bosta mogla biti v prvi ekipi po naravni poti, ampak po vrhunskem delu, kajti da tako Hodžić kot Kolmanić, da bosta prisilila v eno resno, skoncentrirano delo, kajti vsak napačen korak teh dveh, ki sta sigurno že nekako legendi Maribora in zelo kvalitetna igralca, ne boste morali narediti napačnega, ne smete narediti napačnega koraka, kajti mladi dihajo za vratnikom. In prav je tako, in to je zdaj zanimivo in to je to, česar se lahko navijači še posebej veselijo. Namreč, da je prav z dobrim delom športnega direktorja je bil tak predan ena velika košara teh pozitivnih skrbi za trenerja. Kajti že recimo zadnja tekma proti Celju, na nek način generalka pred nadaljevanjem prvenstva je pokazala, da ima Maribor res močno ekipo, uigrano ekipo, pripravljeno ekipo. Ja, res je. Moram reči, da tudi priprave v Turčiji rezultatsko niso bile tako, kot bi pričakovali, ampak me sploh ni bilo strah, zato ker ti rezultati, ki so bili manj dobri, so bili posledica vrhunskega dela. Fandi so bili utrujeni, treba jih pripraviti na vse zahteve NK Maribora, zahteve strokovnega vodstva, zahteve navijačev in enostavno to rabi čas. Ampak ta čas je bil zelo dobro izkoriščen, kar je tekma proti Celju pokazano, ampak brez euforije, prosim, zelo skoncentrirano, z objema nogama na tleh gremo po prvo zelo težko tekmo in zmago proti Aluminiju. In obstaja stara resnica, vsak ne more oziroma ne prenese teže vijoličnega dresa. Pa nas mogoče zanima pri teh novincih, ki so zdaj prišli, je bil kak poseben način, kjer ste zvagali ali so iz primernega testa oziroma na kak način, da so iz primernega testa za Maribor? Ja, mislim, da to so dokazali, ampak tudi vseeno smo dovolj izkušeni in lahko jim postavimo 2-3 vprašanja, katere pričakujemo odgovore, zelo samozavestne in ni bilo dvoma tako ne pri Keretu kot pri Mlakaru, da fantje so samozavestni, se zavedajo, kam so prišli in se zavedajo pritiskov in si jih tudi želijo in to me veseli. In zdaj, če bi hipotetično, da morda prikaževa navijačem, kako izgleda prvo vprašanje Zlatka Zahovića, ko se gre pogovarjati z potencialnim novim nogometašem Maribora, privzemimo, recimo, da je to eno drobno veselje zame, da bi jaz bil ta potencial, kaj bi bilo recimo prvo vprašanje, ki bi ga dobil? Eno pri Kretu je bilo zelo zanimivo. Po zdravniških pregledih sem mu rekel, da sem zaskrbljen zaradi tega, ker mi je doktor, zdravnik, ki so ga pregledali in kondicijsko in zdravstveno so rekli, da zdravstveno še kar nekaj, kondicijsko je pa zelo na nizki ravni. In je fant rekel, to je nemogoče, direktor, jaz sem žival. In jaz sem se nasmejal, to sem želel slišati in to je to. Aha, torej jaz ne bom dobil vprašanja, torej jaz ne bom
Dobro, pa so šle še ene sanje, ampak dobro, šalo na stran. Zdaj, če se vrneva k tisti, zdaj že po svoje skoraj da legendarni trditvi, če ne bo kdo drug imel 6 točk prednosti pred zimskim premorom, bomo mi prvaki, bomo odvisni sami od sebe. Zdaj imamo 3 točke prednosti pred nadaljevanjem in ekipo, za katero se zdi, da je res fenomenalna in 2-krat pokrita na vseh področjih oziroma igranih mestih. Ja, res je. V tistem času sem dal to izjavo, zaradi tega, ker sem hotel motivirati igralce, se pravi, jih opozoriti na eno zelo, zelo dobro kontinuirano rezultatsko ekipo, ki je naš največji nasprotnik, to je Olimpija. Opozoriti, da vse misli ne smejo biti samo v Ligo prvakov, ampak tudi v domače prvenstvo. To nam je uspelo, fantje so imeli, ne samo da so imeli z enim očesom gledali na nasprotnika, ampak so jih tudi prehiteli. Seveda zdaj retorika se spremeni, kaj je normalno, kajti oni so zdaj v eni poziciji, ki nas morajo loviti. Mi moramo to kontinuiteto nadaljevati. Boj bo do zadnjega, kar mi je popolnoma jasno in to igralci tudi vejo, to sporočilo že imajo. Do zadnjega boj bo neizprosen, ampak Maribor, motiviran Maribor z jasnim sporočilom navijačev oziroma našim sporočilom navijačem, da jih več kot potrebujemo, ker ta klub in ta ekipa je lahko sama velika, z veliko podporo naših navijačev, ki smo jo vedno dobili, bo, mislim, da šlo prvenstvo v našo smer. Tako, dragi dame in gospodje, zdaj veste, pred novo sezono začne se to soboto. Zlatko, najlepša hvala za tvoj čas in še veliko lepih trenutkov skupaj. Hvala tudi vam. Hvala tudi.